No, če smo v prvih dveh referatih pravzaprav nekako v širšem smislu in širšem kontekstu na globalni ravni zastavili to problematiko, se z naslednjim referatom, z naslednjim predavanjem nekako vračamo v Celje. Z nami je dr. Aleš Mardžetko, ki je mimogrede ravno iz teme o Celju med drugo svetovno vojno in po njej doktoriral na Filozofski fakulteti in njegov doktorat, razširjeni doktorat pa je Muzej novejše zgodovine Celje pred leti izdal tudi v knjižni obliki. Aleš, izvoli. Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala Tone za povabilo in za možnost predstavitve. Torej, tema mojega referata je položaj in vloga Celja v strukturi nacistične uprave na Spodnjem Štajerskem. Najprej, kmalu po okupaciji, je bila na Spodnjem Štajerskem vzpostavljena vojaška uprava, ki je sicer bila zelo kratkotrajna, tako da nekje do 14. aprila 1941 v Celju so vojaško zasedbeno upravo izvajale enote 188. gorske divizije. 6. aprila 1941, torej kmalu po koncu vojaške začasne uprave, je pa potem bila v Celju nameščena stalna vojaška enota, in sicer 48. nadomestni oddelek tankovskih lovcev iz sestava preomenjene 188. gorske divizije. Nemci so ta prihod garnizijske enote v Celje proslavili zelo pompozno, in sicer spet so omenjali, kako je Celje postalo končno spet svobodno, da je spet nemška vojska na nemških tleh, in to so seveda v svojih časopisih oziroma propagandnem materialu zelo bogato tudi predstavljali. Torej, po koncu kratkotrajne te začasne vojaške uprave se je začela strukturirati potem civilna uprava, in sicer najprej na samem začetku so se okupatorji naslonili na tisto teritorialno razdelitev, kot je veljala v Kraljevini Jugoslaviji. Celje oziroma območje Celja je bilo tako razdeljeno na dva okraja, in sicer en okraj je bil Celje mesto, ki ga je vodil Anton Dorfmeister, ter potem okraj Celje okolica, ki ga je vodil Josif Eidenberger. Kmalu je ta začasna uprava potem dobila tisto obliko oziroma formo, v katerih je potem veljala vse do konca okupacije na Spodnjem Štajerskem. In sicer julija 1941 je bila Štajerska potem razdeljena na 5 podeželskih okrožij, na eno mestno okrožje ter okrajno glavarstvo Ljutomer. Okrožja so vodili politični komisarji, ki so se od februarja 1942 preimenovali v deželne svetnike, politični komisar mesta Maribor pa v velikega župana. Celje je z nekaterimi mesti, z nekaterimi kraji bilo premajhno, da bi se tudi v Celju formirala upravna enota, kot je bilo značilno oziroma kot je bilo to v primeru Maribora, torej Maribor mesto. Zato so samo Celje in širšo okolico potem združili z celotnimi ali pa deli nekaterih okrajev, tako da je kasneje iz mesta Celje, iz okrajev Celje, Gornji Grad, Šmarje pri Jelšah ter delov okrajev Slovenj Gradec in Laško nastalo podeželsko okrožje Celje. Celjsko podeželsko okrožje je merilo dobrih 1826 kvadratnih kilometrov, junija 1941 je imelo 54 občin, oktobra 1941 pa je štelo 143.410 prebivalcev. Vodja celjskega okrožja je bil do februarja 1945, torej do svoje smrti, Anton Dorfmeister, nasledil pa ga je Heinz Mayerhofer. Pomen okrožja Celje, torej celjsko okrožje, je za okupatorja Nemce imelo zelo velik pomen. Najprej že zaradi tega, ker to je bilo največje okrožje na okupiranem območju Spodnje Štajerske. Poseben pomen je bila lega tega okrožja, kajti mejilo je na takratno neodvisno državo Hrvaško. Celje kot samo mesto je bilo takoj za Mariborom največje mesto na okupiranem Spodnjem Štajerskem in imelo je pač na tem južnem oziroma zahodnem delu Spodnje Štajerske enak položaj oziroma pomen za okupatorja, kot je imel Maribor na tem vzhodnem oziroma severnem delu Spodnje Štajerske. Celje je bilo kot samo mesto zelo pomembno iz večjih vidikov za
Nemce, in sicer samo ta zgodovinska percepcija kot Celje, zadnje neko mesto na jugu pravega nemškega rajha, je pa opravljalo tudi pomembno gospodarsko vlogo za okupirano pokrajino oziroma ta južni del nemškega rajha. Bilo je pomembno prometno vozlišče, kar se je pa še posebej pomen Celja glede tega prometnega vozlišča večal proti koncu vojne, sploh ko se je začela odpirati fronta v Italiji in ko je bilo pomembno transportno železniško vozlišče za transporte proti Zagrebu oziroma Balkanu in naprej proti Ljubljani ter italijanski fronti. Nekateri uradi so delovali, ki so delovali v Celju, večina uradov je pač pokrivala samo to podeželsko okrožje Celje, vendar nekateri uradi, predvsem vojaškega pomena oziroma vojaške narave, pa so potem pokrivali tudi območja drugih okrožij, predvsem Brežice in pa območja Trbovelj. Nemci so imeli tudi en taki velikopotezni načrt za Celje. Predvidevali so, da bi postalo nekako bolnišnično oziroma zdravstveno središče Spodnje Štajerske, kjer bi vzeli pomembnejšo vlogo, ki je do takrat imel mesto Maribor, in so začeli velikopotezno graditi tudi bolnišnico v Celju, ampak se s koncem vojne seveda ta projekt ustavil in Celje ni doživelo oziroma ni dobilo tega primata na tem področju v Spodnjem Štajerskem. Naj se samo še malo dotaknem samega urada deželnega svetnika. Ta se je delil na dva dela, in sicer na državno upravo in pa na okrožno samoupravo. Oddelek za državno upravo je imel 6 decernatov oziroma 6 področij delovanja. Prvi je bil politične, splošne, notranje in policijske zadeve ter nadzor nad občinami, drugi je bil gospodarske zadeve, tretji je bil zdravstveni oddelek, četrti veterinarski oddelek, peti okrožni šolski svetnik in šesto okrožni orožniški vodja. Oddelek za okrožno samoupravo pa se je delil na dve področji, in sicer splošna in finančna vprašanja ter skrbstvene zadeve. Drugi pa je bil vojno-gospodarska vprašanja, ki pa je imel dve delovni področji, in sicer prehrambene zadeve in pa vojno-gospodarske zadeve. Teritorialno pač organiziranost ne moremo mimo tega, da je pač v Celju je delovala oziroma bila formirana tudi politična občina Celje. Ob ustanovitvi je nekako obsegala enako območje, kot je imela pred okupacijo, torej v času Kraljevine Jugoslavije. Obsegala je 7 katastrskih občin ožje okolice mesta. Po dokončni formulaciji oziroma ureditvi tudi te teritorialne organiziranosti Štajerske domovinske zveze je sama občina bila razdeljena na 4 krajevne skupine. Leta 1942 je površina znašala slabih 40 kvadratnih kilometrov, štela pa je nekje 18.400 oziroma 18.500 prebivalcev. Vodja občine je bil celjski domačin oziroma celjski Nemec, in sicer Robert Himer. Tu sem naj omenim, politična občina je delovala, formalno je obstajala, vendar v vseh pogojih delovanja, razen te ožje neke občinske zadeve, je bila popolnoma podrejena, popolnoma pod nadzorom urada, Dorfmajstrovega urada, torej pod vodstvom in nadzorom Dorfmajstra. V Celju so potem imeli sedež še številni organi, represivni organi civilne uprave, sicer čisto na kratko, tako glavni urad RSH v Berlinu je določil, da bo ta okupirani območji Štajerske in pa Koroške oziroma Gorenjske imeli ustanovljen urad kriminalistične policije, varnostne policije in varnostne službe. Za Spodnjo Štajersko je bil vodja oziroma komandant varnostne službe in varnostne policije Otto Lurker, in potem ta urad je potem ustanavljal v posameznih krajih okupirane Spodnje Štajerske svoje urade oziroma izpostave. Kar se tiče Celja, na začetku je začela delovati neke vrste temeljna policija oziroma po nemško Einzeldienst der Schupo, kamor je najprej prišlo 30 policistov iz Celovca, to se je dogajalo tiste prve dni oziroma prvi čas po okupaciji. Vodja je bil pa poročnik Sepp Winkler. V Celju je delovalo tudi orožniško glavarstvo, torej sedež orožniškega okraja je bil v Celju, ki je pokrival teritorij okrajev Celja, Laškega, Gornjega Grada, Šmarja pri Jelšah in pa Brežica.
Okrožni orožniški vodja je bil Jozef Kolmanič, ki je prihajal iz avstrijske Radgone in je zelo dobro razumel nemško in je bil nekako ciljno nastavljen kot vodja slovensko in je bil tudi nekako ciljno nastavljen na tem območju, ker mu je to seveda pomagalo potem tudi pri glavni nalogi orožništva oziroma eden izmed glavnih nalog orožništva, to je boj proti narodnoosvobodilnemu gibanju ter opravljanju ostalih nalog, ki je bilo orožništvo zadolženo. V Celju je delovala tudi izpostava oziroma je bil regionalni sedež SS poštne straže, torej SS Pošuc. To je bila služba, ki je imela vojaštvo namenjeno za varovanje poštnih stavb, poštnih komunikacij in pa tudi delno prenos poštnih in telegrafskih informacij. V Celju je leta 1944 bila izpostava te poštne straže nekako v moči 100 pripadnikov, ampak ta izpostava se je potem ožala, tako da je na koncu koncu okupacije je bilo še 8 poštnih stražarjev v samem Celju, kajti moštvo se je ožalo, ker so se pripadniki umikali. Izpostava gestapa v Celju je imela zelo pomembno vlogo v samem tem raznarodovalnem delovanju in pa boju proti narodnoosvobodilnem gibanju. To je bila največja izpostava na Spodnjem Štajerskem, kar se tiče števila uradnikov oziroma sodelavcev ter po obsegu teritorija, ki ga je izpostava pokrivala. Na začetku je to izpostavo vzpostavilo 16 uslužbencev, ki so imeli 4 pomožne uradnike. Večina oziroma skoraj vsi ti uradniki, ki so prišli vzpostaviti to izpostavo, pa je prihajalo iz avstrijske Lipnice. Zdaj tukaj so našteti vodje, samo na kratko, ni točno jasno, kateri je bil čisto prvi vodja izpostave. Nekateri viri omenjajo kriminalističnega sekretarja Salicitesa, najdlje je pa bil vodja izpostave podporočnik SS Herman Jung, kasneje pa so sledili tukaj navedeni vodje izpostave. Omeniti pa je potrebno še, da se je izpostava vsaj po številu sodelavcev močno povečala v letu 1942 in sicer od pomladi do konca leta 1942 je zaradi razvoja narodnoosvobodilnega gibanja na širšem področju Celja svoj sedež za nekaj časa prestavil iz Maribora v Celje Otto Lurker, torej glavni komandant varnostne službe in varnostne policije na Spodnjem Štajerskem, in v pomoč je dobil, na njegovo željo je potem prišla v Celje tudi posebna skupina, opremljena z agenti specializiranimi za boj proti narodnoosvobodilnem gibanju, to je bila tako imenovana Sonderkommando Strasbourg, 26 posebno izurjenih agentov te policije, katerih vodja je bil kriminalist Dizner. Po zatrtju oziroma ob koncu leta 1942 se je potem iz Celja Lurker spet vrnil Maribor in ta posebna komanda Strasbourg je tudi zapustila Celje, za sabo pa je pustila kar veliko krvavo sled, kajti takrat so dejansko rekli, da so pacificirali to območje. No, na kratko še v Celju je delovala tudi izpostava kriminalistične policije in pa varnostne službe, ki sta tudi bili pod komando oziroma okriljem tega urada varnostne službe in varnostne policije, ki ga je vodil Lurker. Vedeni so različni voditelji, ki so upravljali to službo do konca vojne. Čisto na kratko, ker je še en drugi referat, ki se bolj dotika te teme. Kar se tiče teritorialne organizacije, je potrebno imeti tudi organiziranost Štajerske domovinske zveze in sicer na območju podeželskega okrožja Celje je delovalo 38 krajevnih skupin, 158 celic in 687 blokov. Kot sem že omenil, je to ožje celjsko območje bilo razdeljeno teritorialno na 4 krajevne skupine in sicer to so bile Ostrožno, Gaberje, Hudinja, Lisce in pa Zagrad ter še 22 celic in 134 blokov. Okrožni vodja okrožne Štajerske domovinske zveze je bil Anton Dorfmeister. Tako, hvala za pozornost in to je to.
Aleš, najlepša hvala.